Ok, zdaj pa vsi obiskovalci, vsi, ki ste tukaj, lahko se usedete, tukaj spredaj je še full stolov, frej. Tako da dajte se usedeti, da boste boljš videli, da ne boste tam stali, kada vas je en pozabil tam za šankom, tako da pridite sem spredaj. Kar lahko pridete. Počas bomo začeli, ko se vsi usedete, bomo začeli. Da še enkrat povem, kaj nas danes tukaj sploh čaka. Full vreten dogodek smo vam pripravili. Najprej bomo začeli z intervjuji športnikov, ki jih KMŠ sponzorira, se pravi freestyle športniki. Imamo enega borderja, eno punco, ki fura bike, enega fanta, ki fura motor in enega fanta, ki kajta. Imamo dance battle, takoj zatem. Vmes bo še zaston vinček za vse, ki ste tukaj. Bomo šli malo vinček probavati, pa neki sendviči bojo, pa v glavnem cela akcija. Potem se vrnemo sem nazaj, kjer bo dance battle, ki ga bo, ne vem, če ga bo povezoval, ampak kao glavni šef Betla je Trkaj, ki bo imel kasneje tudi koncert, predstavitev nove plate. Pride tudi Nipke, tudi z novo plato, pride Doša z bandom. DJ Dej je tudi tukaj, DJ Dej je zelo grev. Dajmo en aplauz za Deja, malo nas je ogrel zdaj na začetku, ampak Deja šparamo še bolj za na konc, da bo pokazal. Glavno imamo par DJ-jev, imamo cel full hud dogodek, KMŠ se je res potrudil. Še en aplauz za KMŠ, preden začnemo. Kar nekaj sponzorjev imamo, tisti, ki bi radi pol seksali, tukaj le dobite tudi kondome. Kondome sponzorira Blue Tomato, tako da upam, da delajo, da niso kakšni taki malo čudni s pretečenim rokom, še od Rogli od Freestyle Weeka ostali, so bili gor na -20, pa so zdaj malo popokali, tako da upam, da delajo. V glavnem, počas bomo začeli, dajte se vsesti tukaj le, ful imamo stolov, da ne boste res stali, to bo trajalo, to bo zdaj trajalo uro pa pol tale intervju, tako da res vas bodo noge bolele, ne. Usedite se tukaj le, sprednja vrsta, druga vrsta, ful je še placa, vrata lahko malo pripremo, da ne bojo ljudje tako ful noto padali, da bojo diskretni, ker če so vrata zaprta, pol ljudje postanemo bolj diskretni. Evo, saj ni to grozen, se vsest, the best. V glavnem, tale intervju bo potekal tako. Jaz sem sicer pripravil nekaj vprašanj za te naše športnike, ampak jaz bi rad tudi vas potem vključil, tako da če imate kaj, če poznate koga, ki je tukaj gor, ali pa če ga ne poznate, pa bi radi kaj vedeli o njem, ker vas zanima, vi samo dvignete roko, vas vprašamo, vi vprašate in dobite odgovor, upam. Lahko pa tudi spravite v zadrego, zdaj ne vem, tale kajter je kar fleten, tako da bejbe, če boste hoteli kaj od njega, to lahko zrihtam jaz vse, samo toliko, da vemo. Da vemo, kje smo. V glavnem, preden začnemo, jaz se moram predstaviti, jaz bom danes povezoval tale prvi del dogodka, tako da moram se predstaviti, ker je vljudno. Nisem iz Kle, to se mi sliši po naglasu, drugač prihajam iz albansko govorečega dela Slovenije, s Kranja. Evo, Kranjo mi noben za to ne zaploska. V Kranju sem bed, ker rečem, da je albansko govoreče del, ker tam je itak folko je polovici, folko je bed, ker vedo so v manjšini, druga polovica slovensk ne govori. Ne moramo povedati malo teh prigod, da se malo sprostimo, ne, v bistvu, v Kranju je ful Albancov, koliko imate v Mariboru, imate, ti si iz Maribora, imate kaj Albancov v Mariboru, imate sladoled v Mariboru, pa imate tudi Albance, ne, greš daj na sladoled, ne, saj že veš pri sladoledu, veš, kjer ga je Albanci izumil, ne, stročetela, to je čisto albanski sladoled, stročetela, ne, smet, ko pride do Albanca, to reči me čuda gleda, ne, tako, kaj boš fon, stročetela, in pride do nesporazumov, veste, ker albanščina je ful drugačna kot slovenščina, ne, in resnična prigoda, evo, to moram povedati, to se je zgodili moji frendici, ki je na takarca, je prišel en Albanc do njo v kafiču, kaj je delala, direkt do nje, neč po vikih stopil do nje, rekel, živelo, imaš fanta, in on tako gleda, ne, potem pa Coca-Cola. To je nekaj čisto normalnega, ima tudi en vic, kranjski avtohtoni, si slišal tega, gre sta dva Albanca čez Kranj, si slišal dva Albanca, gre sta čez Kranj. A nisi mogel, nikoli niso sam dva. Drugač, glede na to, da bojo športniki, kje ste se prvič srečali s športom, ajde da vidimo malo to. Gospodična v rdečih laseh, kdaj ste se prvič srečali s športom? A ne razumete slovensko? Samo albansko? Albanka, bravo, kaj si? Čipšanja? Ker sem tak imel, jaz sem Čipšanja, bre. Kje si prvič se srečali s športom? Kje, v osnovni šoli, kje? Svojega moža, to so bili prvi, sam seks je šport, kaj? Ja, tako da je bila produkcija, sta zrihtala, ne, okej. Recimo,
Jaz se spomnim ful lepih začetkov, meni je bilo v osnovni šoli, sem se prvi srečal s športom, ne? Takrat so tudi, večina se je recimo v osnovni šoli odločila, kaj bi radi počeli, ne? Jaz sem v osnovni šoli recimo začel trenirati smučarske skoke. Zdaj se mi sicer ne pozna, ker sem debel, zdaj bi lahko sam špuro vlekel, ampak recimo takrat se srečaš s športom, takrat se odločiš, kaj bi delal. Ampak če tako gledamo, kaj smo takrat imeli v osnovni šoli, se spomnite, kakšne športe smo imeli? Kaj smo imeli? Skok čez kozo, a je kdo rad skakal čez kozo? A ni bil to neumen šport, skok čez kozo, skakal čez kozo? A je bilo dobro? Ni bilo, ne, to je bilo tako ful neumen, to je bilo kar... Si predstavljate skok, to nikoli nisi videl na televiziji, valjda te ni mogel motivirati. Si predstavljate, kako bi izgledal skok čez kozo na 100 metrov na olimpijskih igrah, to je bilo tako... Sponzorski Red Bull je padel, lahko ga pobereš. Ne, hec je bilo, kaj niso razumeli tega skok čez kozo, so izvali na skok koze. To so bili zmeruni piflari, ste imeli kakšne, je? Piflari ste imeli, ne, mi smo vedno zdaj bavali, špeklari so bili ponovadi. Edin hujš od teh špeklarjev sem bil jaz sem se delal, da nisem špeklar. Jaz sem bil tako dioptrijo, jaz sem z prve vrste na tablo videl samo to, da je zelena. Jaz sem zmer naskočil to kozo, zmer sem vsi čakali, kdaj bom šel, da bom naskočil to kozo. In sem šel in sem jo naskočil na polno. Ne se, če bi takrat vedel, ne, da je to zadnja stvar, ki bom naskočil za naslednjih 15 let, bi malo podolžival, pa nisem tako, da je šlo hit memo. Mi smo čudne športe, jedko v svoji šoli, mi smo en šport, ki je bil mučenje otrok, to noben ni maral. To so se prav zmislili, so rekli, mi rabimo nekaj, da mučimo te otroke in so se spomnili vesa v zgibi. A je kdo rad imel vesa v zgibi? To je ti smo tako viseli na drogu, pa tako smo se tresali, veste? Kaj da je naš tromper klopil, vesa v zgibi, kaj? To je bilo tako prav, vedel si nekak sicer, da moraš zdržati v pol minute, ki si se cel tresel. Pol minute moraš zdržati, sam vedel si, če se bo začel smejati, boš dol padel. Vsi so te vedno zajebavali, so bili tako, lega mi si, a delate še to v osnovni šoli? A delate to? Kaj to sploh pomeni? Kaj to fafaš dve na robo obrne hobotance? Kaj to sploh pomeni? Že ime je on vesa v zgibi. Kaj pomeni vesa v zgibi? A veš kaj pomeni vesa v zgibi? Vesa v zgibi, a kdo ve kaj pomeni to? Vesa v zgibi. Mogoče smo na robe naglasovali, vesa v zgibi. A ni fulba logično, vesa v zgibi. Se sliši kaj ena Bosanka, ki je šla na morje v Turčijo, vesa v zgibi. Pa če je vesa pa v zgibi, jebote. Pa ide ona v zgibo na sunčanje, veste v zgibi. Pa smo imeli šamaranje, a veste to? To zih noben ni šel trenirati, rekel, jaz bi natreniral to v life, pisa. Šamaranje, to bi natreniral, to je ful dobro, jaz hočem uspeti na olimpijske igre šamaranja, pisa. Kjer mu je to pa šlo prav, da zna toliko šamarati? Mogoče oni matki vesi v zgibi, kad tam malo ni hotel iz vode, rekla, ta malo je venci sunce. Če ne bo šel iz vode, jaz sem toki šamarala, jaz sem imela 160 na pol minute šamaranje. Jaz sem toki šamarila, ne bo šel do kemaš, kemaš glav majke mi. Šamaranje smo imeli, vesa v zgibi smo imeli. Oni smo niso vedeli, kva nam še dajo, dali so nam take glupe stvari. In potem sem razmišljal, kva bi lahko še dali, moramo da če nekaj še bolj neumega, ker šamaranje je glupo. Vesa v zgibi je glupa, medicinka je glupa, žoga, ker jo ne moreš brcati, lahko sam nosiš. In so razmišljali in so se spomnili nekaj še bolj neumega, najbolj neumna stvar pri telovadbi. Tek nazaj po vseh 4 čez ovire. A je kdo to delal? To je bilo pa najbolj neumega, kaj idiot si se počutil to? To so imeli brainstorming, so rekli, dva bi lahko naredili, daj gremo teč nazaj, ne daj gremo po vseh 4, daj gremo še v vire, da se bo en zataknil z ritjo. To je bilo prav glupo. Čeprav imeli smo pa en šport, ki sem ga jaz hotel iti trenirati, jaz bi tu treniral, jaz bi šel na svetovnem prvenstvu, jaz sem bil ful dober v temu. Pa po mojem smo bili vsi dobri, en šport, ki smo ga vsi imeli najrajši, po mojem bi še vsi trenirati, tudi te bajkeri, borderji, vsi bi to trenirali, če bi lahko, ampak po osnovni šoli smo pozabili, da obstaja. Najboljši šport na svetu, med dvema ognjema. A ni bilo hudo, a ni bilo dobro, bojbe? Ful je bilo dobro, a delate še med dvema ognjema? A je vidno, nisem več osnovne šole, že srednja. Bravo, ne slijem še malo tak, 9 razred. Tako malo easy. Ampak je bilo dobro, ne, si cilil tako, to je bilo malo brutalno, ne, cilil si mulce tako zaprte med, da vidiš, ne, črte z eno najtršo žogo, ne. In vsi smo ciljali v glavo, jetko. Si ciljal v glavo. Ja, saj zadevo so te tudi, ne? Saj se poznali, ne? Ne, ampak tukaj so bile ful taktike, vidite, tam so se ne punce ful smejale. Punce so vedno malo, one so se vedno švercale, veste, one so bile vedno tako, zmer so imele izgovore, zmer tako, joj, gospod učitelj, jaz danes ne morem telovaditi, jaz imam menstruacijo. A je tako, zmer so imele menstruacijo, bejbe, ne? Zmer nikoli niso mogle telovaditi. Jaz nisem vedel takrat, kva je ta menstruacija, v osnovni šoli pač tipi ne vemo, kva je to. Sam jaz sem to hotel imeti, ker se mi ni dal telovaditi. Jaz sem enkrat prišel do učitelja, sem gospod učitelj, jaz danes ne moram telovaditi, menstra me je stisnila. Pa je gledal, kam te je stisnila v ta levko, in sem rekel, pizda, vedemo, ta levka me je zmer useka, veš.
Je rekel, ni panike, ker pa je ravnatelj spovedal to, naj ima tudi ravno danes to dobro ujela. Ne, se že povedal ravnatelj, si bo to zadnjič, da sem imel menstruacijo. Poj je bila srednja šola, na srednjo šolo sem se malo prej spomnil tam v backstageu. Ne bom povedal kdo, ampak en od vseh ljudi, ki so tukaj v dvorani, je pač nekaj delal, ne, zdaj so starejši ljudje, no, a ste kakšni kriminalisti ali pa kaj? Gospoda, ste Krimič? Ne, Krimiči tudi to vedno rečejo, pa so mi vedno pelali na policijo. Ne, nisem Krimič, kje imaš travo? Ne, zadnji je bil en in je bil tako poškodovan in je tako gledal travo in rekel, stari, jaz sem pokvarjal prst, ne moram zviti. In sem podaril slugo in sem mu zvil joint za stare čase, ker jaz sem včasih pač probal to travo. Parkrat sem probal pač. In moram povedati eno stvar, ful se mi je zanimiva stvar zgodila. Ne? Jaz sem pač v 4. letniku srednje šole sem zaradi trave dobil petko pri seminarski. Jaz sem zvil joint in sem ga dal na seminarsko o drogah in sem dobil petko. In zdaj sem po 15 letih srečal Foxo, ki mi je dala petko. Ona je zdaj neka ravnateljica na eni, ne vem kakšni šoli, ful pomembna. In sem jo srečal tako v mestu in sem rekel, spa učiteljica, se spomnite mene? Ker sem vam jointil na seminarsko nalogo. Pa ona, se spomnim, ja še zdaj ga imam doma. Sem rekel, fakt, to je prvi joint, ki je v Kranju zdržal 15 let. V glavnem, jaz vedno, ko govorim o jointih, se sprostim, ne vem, to je po mojem še učink, malo od starih časov. Tako da mislim, da hotel sem večkrat težiti vam zdaj, da se vsi malo sprostimo, malo umirimo, malo sfokusiramo in da zdaj damo priložnost, oziroma ne priložnost, zdaj pokličemo vse naše športnike, ki so z nami danes tukaj na kar v enem vrstnem redu, vi vsem ful zaploskate, pa tukaj le mi malo popričamo, vi vprašate in bo super. Gremo pa vinček pit. Prosim, da prvi na oder pride kiteboarder Jaka Kovačar. To je Jaka, a si samski stari? Sem, ko sem vse, jaz sem. Šel se tam preobleč pa stuširati, sem to kdo veste. Pa prej je vzel fulovih tomatov kondomov. Sam povem, ne, on je pripravljen za akcijo, tako da bejbe, ne, on pohendla 3 naenkrat, ni panike. On kajta, on ima skozi 2 štrika v roki, veš, ni panike. Naslednja, punca, ki fura downhill, Linda Baluc. Ona ni vzela nobenega kondoma, ona ne seksa, ona prav do poroke nič. Tako, ja. Naslednji, edin, ki ni prišel na naš sestank, ki je bil v bolnici, ki je danes bordal, ne zase, čeprav bi tudi lahko zase, ki se itak za pesti izjebal danes. Snowboarder Mitja Kodrič! Za kjer za pesti bi lahko bil? Za nobenega, ne? Ti si ful suh, daj se vse tja, stari, ko un biker, un motorist je ful širok. Pa pokle ful boljš, da sva mi dva bolj široka, tam ste pa bolj suhi. In še taki malo bolj širok, fura motocross oziroma gre na Dakar zdaj. Simon Marčič! Tebe pa lahko potegnil, ne? Evo, ste videli, daj tudi dec, ne? On ni nobenih kondomov vzel, oni pa itak skozi sabo. Okej, vzamite si mikrofone, upam, da delajo, probajte, če delajo. Smo pripravljeni? Mi smo imeli ful sestanek, da se malo spoznamo prej, da ne bomo zdaj kle prišli kao na intervju, pa bo njih ful strah, kaj bom jaz zdaj sprašval njih neke ful take težke stvari v življenju. Dajte se najprej predstaviti, kar gremo po vrst, kar kle od mene naprej. Povejte, kako vam je ime, kaj delate v življenju, čistko na kratko, kada se predstavite, ne vem, enemu ful na hiter za službo, ne vem. Kar ti ta prv, kad greš na Dakar? Ja, zdravo, jaz sem Simon Marčič, dirkam s motorji, pa grem na Dakar. To je to. Živ, jaz sem Mitja Kodrič, bordam in sem bil danes nek naš šajn plahavniki. Da, kar sam povej. Zdravo, jaz sem Mitja, sem s Frama, rad bordam. Mitja je franski princ. Ja, drugače sem ravno hotel reči, ja, veš, da ni vsak, ne uloviš vsak dan princa, on je princ. Pride tak. Pride tak. No ja, pač hodim na faks občasno. Poleti se zmarčam, dosti z motorom skupaj vozim, pa občasno sem na bicikli, včasih tudi na skejti. Dogaja se. Tako, Mitja Kodrič. Se ne bo treba skozi ploskati, sam zdaj, ki se predstavljajo, da se malo sprostimo pa to.
Linda, povej. Ja, nič, kaj, Linda sem, z Maribora sem, tu študiram, tu ne dosti furam, ampak ja, no, Linda z Maribora, furam majke, to. Pač fura v Kranju, ona pride k nam fura, samo to, da veste. Nimate dosti strmih klancov v Mariboru, Gorenci imamo bolj velike hribe. Res je. Ja, jaz sem Jaka, prihajam isto iz Maribora, kajtam, torej kajtam ponovadi vse posod razen v Sloveniji. Šolo se ne preveč ukvarjam, tako da... Kako ne preveč ukvarjam? Kaj delaš? Kakšno šolo delaš? Se res me zanima, da ne preveč ukvarjam. Kaj je to? Si še zmeraj osnovni, ali? Kaj so te spustili naprej, kao, prebelah si z osnovno, pa na srednjo, pa tam ponavljaj tretletnik do nemoglosti. A si naredil srednjo? V bistvu sem A vidiš, dober si, kaj zdaj, kaj? Rabiš doktorat. Kjero srednjo si naredil? turistično. Turistično? A ja, zato bolj potuješ. Kao, jaz sem turistično naredil, zato moram kajtati po svetu, da bom videl svet. Kaj pa zdaj delaš? Faks, kao malo delaš? Naj bi delal, no. Ok, daj, gremo kar kamešal mikrofon. Kdaj si začel kajtanje? To je tako dosti svež šport. To ni zdaj tako, da so kajtali že v 70-ih, verjetno niso. Kdaj si začel kajtanje? Kdaj si ti začel? Koliko si bil star? Ja, kajtanje se začelo 21-25 let nazaj. Jaz sem začel pri 9 letih. Začel sem v bistvu, moj foter je najprej surfal, potem je to postalo dokaj lame. Prišlo kajtanje. Sad to, da veste vsi, kad surfate, to je lame. Adam surfer, ampak tako je. No in potem v bistvu prišel na sceno kajt, tudi mene je zgrabil, ko sem videl fotra, vse ostale, kako so leteli, vsi ti kajti. In potem sem začel v bistvu, naprej na plaži, sem se vlekel po peskih, pa po vodi. Dobro, mislim, kad ti cool letet, pa bi lahko rekel, da je tudi Jens Weisfeld tvoj fotor ali pa dobro. Okay. Linda, ti si ravno prej smo bili na kavi, si rekla, jaz bi full surfala, pa je on bil tih, zdaj ti povedal, to je lame. Ja, Kaj bo zdaj? On ima po mojem mislih bolj... On surfanje, ki moraš držati tu na jadro, pa ta, ja, to je lame, ja, Jaz to je imam lame. drugo surfanje. Ti boš surfala brez jadra. Na valovih, Ti boš tam tako se borila, pa Sicer še nisem prav samo za čovnom, ampak bom enkrat. Ok, ti si ena redkih punc, ki grejo dol po klancu, pa se zaletijo v drevo. Oziroma se probajo, ne. Si rekla, kaj, koliko si je? 4-5 babe dejansko resno fura downhill v Sloveniji? Čisto resnih ni dosti, ena pešica res, ampak je pa to vedno bolj popularen šport. Vsak dan kako novo srečaš, dejansko se ful razvija, no. Vedno več jih je, tako da ne bi rekla, da nas je malo. Tistih resnih je malo zaenkrat, ampak po mojem bo kar hitro se razširilo. Ok, furaš koliko časa že zdaj? 5-6 let, tu nekje. 5-6 let, ok, kaj recimo v Sloveniji si kaj? Si verjetno med najboljšimi 6,5? To ne vem, ker ne Puncami. tekmujem, ampak... Aj ne tekmuješ? Pač furaš zase? No, za sebe več ne, ampak bolj za medije, pa za marketing, pa tako naprej, no. A ja, no pa se to je v redu, pač nekaj ti plačajo za to. Nekaj pa že, ja. Nekaj že, lahko delaš to, kar ti je cool, pa ni tebi treba za to plačati. Nekaj vrste, ja. No, cool, Kodričev, Mitja, kaj pa ti kaj? Ti pa bordaš verjetno že od malih nog, kaj si prej smučal, kaj si delal prej? Hvala, še zdaj smučam. Še zdaj smučaš? Tudi zdaj ostali borderi niso že, kva Kodrič smuča, lej. Ne, če je ful lahko smučat, pa je ful zabavno kolari skočiti vse, kar je prvi dan. Aha, ja. Ful fajn je. Ne, bordaš pa koliko časa že, kaj? Ful pozno sem začel, mislim, da pri 13-14, tako da to je zdaj kakih 11 sezon, tu nekaj je. Zakaj si začel sploh? Kaj si? Najprej smučal, pa si rekel, to je ful pre-easy, jaz bom zdaj začel bordati. Ja, ne, na smučiščih so bili borderji bolj zanimivi, pa takrat, ne vem, so bile prve tekme po televiziji freestylu, pa mi je res bilo nekaj wow. Pol pa sem začel pod Ptujskim gradom, ne, stari Ptujčan. Aha, pod Ptujskim gradom. To je ful znan borderski park, za katerega noben ne ve. Sam ne veste, Rogla pa to ne, pod Ptujskim gradom, to je X-Games, tam dobijo navdih vsak let pač za njihov course, ne. Prijo pod Ptujski grad, pogledajo Franski princ in pokaže par objektov in je to to, ne, pol naredijo X-Games objekte. Sam to, da veste. Vsi, ki ne hodite na Ptuj, ful zamujate. Točno to. Tako. Ja, no, pol pa se je malo začelo, pol sem spoznal tu par prijateljev z Maribora, Reneja, pa Erlača, pa Jezus, pol se je malo bolj res začelo. Kdo je Jezus? Jezus spet. A ja, spet ostal v mrtvih pa začel bordati. Ja, točno to. Pizda ta Jesus se ne da res, Prbiješ ga na križ kepe, on bo bordal.
Se včasih je Jezus surfal, samo on je rekel, da je lep, pa je njegov. Zdaj pa se v surfanje vrgo. A se je? Kaj, res? Če Jezus? zdaj je surfanje in te pa... Ja, se je. Ja. Cool, sam ne moš špricati čez roke Jezusu, a veš? Ti ne surfaš? Ne, jaz ne. Po moje supa voziš, ne? Ne, ja, sem probal dvakrat, no. Sam sem mu zajeban s supom, ker imam psa gor, a veš? Lep. Malo težana, 3 kg pa bom. Samo to, da veste, koliko sem zajeban. Rottweilerji niso več, zdaj moraš imeti malo težana. Ker če si z malo težana zajeban, pa si res. Kdaj si pa ti začel motor voziti? To ni poceni, jaz ti ga ne bi kupil, če bo tvoj foto, res. Še tako pač po pravic povem, ne? Ja, moj fotor isto rekel, ni mi ga kupil, tega sem razmeroma pozno začel, tam pri cirka 18-20, pač nismo imeli niti financ dovolj doma, da bi me podpirali od nekdaj, tako da sem mogel bolj sam priti do tega, ampak sem si pa vedno želel, tako da vedno je bila to moja strast. Aha, kaj si pa delal prej, da si nadomestil to željo? Kaj si delal BMX, kaj si delal? Prej sem pa se za TX-om vozil, to je bil... Aha, za TX-om? Ja. Kjer si imel rdečega, kaj še ga si? Ja, rdečega, to je padlo takrat, ne. Ja. Drugače pa vse živo, bordal, skejtal, BMX furov, ja. In če bo kdo kaj hotel vprašati, kar dvignete roke, saj sicer vas ne vem dobro, ampak tako reče, jaz tukaj, ker te spredaj vidim tega Batmana tukaj pa ostale, ker ful seva ven ta Batman znaka, veš, ne. Ostali pa tako pač niste prišli oblečeni v Batmane, pa vas ful ne vidim dobro, že. Veš, ti si princ, franski princ, on je princ tebe. Ja, se boste kar ujela. Ej, kdo te je navdušil, si se sam navdušil, kaj si gledal si televizijo, kaj ti je ono, jaz hočem zdaj voziti motor? Ja, videl sem stanovnika pred, ko sem bil star 10, sem ga videl, kako se vozi po puščavi, vse tiste helikopterske posnetke, pa sem rekel, wow, to jaz hočem enkrat iti. Pol sem mes že na tej poti, bom rekel, nekako skoraj dal upal, ker pač sem videl, da je res to stroška toliko, pa da je skoraj nemogoče, pa sem bom rekel, 12 se pa mi je prav začelo zdeti, da bi pa moče vseeno šlo, ko sem začel dirkati z motorji, to je sicer bilo 2.8, pa sem pol nekako začel te smeri delati, no, da sem se prebudil. Sprav tebe je v bistvu navdušil stanovnik, zdaj greš pa v bistvu s stanovnikom na Dakar. Ja, ne, če me bi navdušil stanovnik, pač njega sem videl, navdušil me sam Dakar, grem pa z njim, ja. A ja, no je što je hodil, ne, v bistvu. Bolj greš na... A si že bil na Dakarju letos prvič? Bil sem, lani sem bil prvič. Kako je bilo? Si povozil kakšno kravo, da vedno kakšno... Vedno tako vidiš pred njim, ko na Dakarju povozili kravo. Kaj s tem krav, zakaj ne zaprejo med Dakarjem? Ne vem, ne, pač... Nimajo kam zapreti. Ne, kako je bilo lanskega, kako je bilo, kaj? Šlo dobro, si dokončal v rejli, a... Ne, nisem dokončal, do 3. etape je šlo dobro, pol sem si zlomil roko, tako da sem že odstopil, ampak do takrat je bilo. Ja, no, ne si letos decimo. Koliko je pa etap? Sem druga, ja. Koliko je etap? Koliko je zdaj? Etap. Etap je 13, 2 tedna traja, en dan je vmes fraj, tako da, ja, 13 etap. Okej, vzornike gremo nazaj, da nave tam ne bo zaspal, veš, tam ne v kotu, ne, moramo kar nazaj. Imaš kakšnega vzornika? Jaz sicer ne poznam, ne vem, kajtanje, zdaj ni tako, da vsi vemo, ne vem, pri bordanju, mečkam bolj splošno, vsak ve, kdo je Shaun White, ne, vsak ve, ne vem, dobro, v Sloveniji, koga kdo pozna, kakšnega Krilca, pa dobro, tudi Slovence, ampak v kajtanju pa ne, so kakšni vzorniki, koga imaš, so kakšni ful legende kajtanji, glede na to, da je tukaj mlad šport, a ste v bistvu zdaj vi oni, ko postajate legende, pa ste vi vzorniki za mlade? Ja, mislim, vzornike vsekakor imam, ene par, legenda recimo Robbie Nash, sicer že malo starejši, drugače imam tudi vzornika enega Angleža, Hadlova, verjetno ga ne pozna vsak. Drugače pa, ja, mislim, vsekakor vzorniki pomagajo pri tem za učenje novih trikov, za motivacijo, gledanje njihovih posnetkov, gledanje njihove vožnje, vsekakor pomaga meni in vse mojem furanju, v bistvu učenju. To vsekakor pripomorem. Vzornika si povedal, vzornik ti je v bistvu bil neke vrste, tvoj foter te je navdušil nad vsem temu, ne, tudi. Glede na to, da je foter vse to delal, verjetno pa ni bilo fotor težko še tebi kupiti, ne. Kako je z finančnega vidika, koliko to pride? Zdaj, če hočem jaz iti kajtat, dobro, pustimo zdaj, so karte, ker ne moram zdaj kajtat tukaj na Dravi, Savi, ne moram iti na Bled kajtat, moram nekam iti, ampak dejansko oprema, koliko to pride, koliko pride zdaj en kajt, pa en ta wake za spodaj, pa ta neka osnovna oprema, če hočeš ti začeti kajtat, koliko te pride sploh to? Ja, v bistvu oprema je
ni najcenejša, ni med najdražjimi športi. Jaz mislim, da tam poprečen danes stane komplet, da lahko torej kajtaš vse skupaj okrog dobro 1000 evrov. Dobro, sej, če tako gledaš, to je vse, se, če gledamo bordanje, Ja, v bistvu to je dober setup, ne? 1000 evrov, pa buci, pa je že 1000 evrov. Se pravi, okej, kolesa, koliko so pa kolesa, kaj 2 jurja, 3 jurje? Ti imaš sponzore, te vdajo, a ne? Mislim, zdaj, če nisi neka komplicirana stranka, dobiš tudi za 1500 evrov kolos, pa celo opremo. Sam pa se ti prelom na pol jošta. Ni nujno, pač mislim, to je za zarabljeno, govorim, drugače cene novih so kar abnormalne, no, od 3 dalje. Tako da, to pa dejansko ni med najcenejšimi športi, no. Je kar zalogaj, če se hočeš tega lotiti malo bolj resno. Okej, a rekla si, ti hodiš kar veliko po svetu pa, ne? Kje si bila do zdaj? Kje ti je bilo najboljš razen na jošta v Kranju, vada? Kje ti je bilo drugetko? Kje si bila kaj po svetu zdaj, zadnjem letu pa pol? Po svetu nekaj ne dosti Evropo, oziroma naš del Evrope smo kar konkretno predelali, celo Avstrijo v nulo poznamo, ne, vse bike parke, drugače pa smo letos v Kanadi, kar pa je čist neki drugi nivo življenja, pa vsega, kar obstaja, to sploh, ne vem, preveč je za govoriti, enostavno, vse grejo vsega na malo drugačnem nivoju. Prej si rekla, Kanada je cool, kaj je ful pocen, kaj Whistler je ful pocen. Ni ful poceni, ampak vsi so me strašili, kako bo to drago. Vzami si Jurija za 2 tedna, pa še našmela dovolj. Pa sem na koncu porabila okrog 300 evrov v 2 tednih, pa sem vsak dan zunaj jedla, tako da ne strašijo. Tu neki kot, če živiš na normalno, pa ne na nekaj zapravljaš, pa trošiš, pa hodiš ven pit, pa ne vem kaj vse, pa kupovati to ne bio, pa eko izdelke, pol prideš čisto normalno, enako kot pri nas skozi, niso pretirane cene. Pa te mi ve, kako si ti v bistvu začela, ker ni zdaj pač, okej, jaz si, pa da tipi smo malo neumni, jaz se hočem zdaj s kolesom pelat, pa razbiti po klancu, ampak punce so pa bolj tako, ne vem, mi bi pa, ne vem, pilates. A si rekla, si šla na pilates, pa si rekla, kreni nobenega drevesa, jaz hočem iti po klancu dol. Ko si prišla do tega, da hočeš furati po klancu dol, meni je strah presežem, jaz ne bi upal se z jošta spustiti s kolesom za 5 jurjev. Mislim pač, dejansko sem jaz bila vedno tako malo čudna, prvo sem jahala, pač konje. Pač okej, dobro si povedala. Mi smo mislili, si tjulne jahala, res. Pa je že bilo, že takrat je to bilo ful preveč, mislim, obveznosti pa odgovornosti, pa je mami rekla, enostavno to ne bo šlo, da nekaj druga si izberi. Pol sem provala bordat, pa spet ni šlo, ker bi me mogla nekam voziti, pa pri nas v Mariboru ni nekak zdaj in ona rekla, ne bom te nikam vozila, zberi si nekaj kaj tu. Pa sem nekako naletela na ene ljudi, ko so me prepričali naj probam, čeprav sem bila prvo čist kontra temu, ful mi je bilo totalno antipatični šport. Če iskreno povem, ko sem začela s temi ekstremnimi športi, mi je bil to najbolj antišport od vsega. Vsi so, kam za nekim bojkom držite, pa neki BMX oklabno mi je, to res pustite me s tem, meni to ni, to je že tipi, imejte to, pustite mene ven z tega. Ampak bolj, ko sem enkrat probala, sem takoj mnenje spremenila, pa takoj bajk, v enem mesecu sem se napala, pa sem začela furati, od takrat dalje sem samo v tem še, no. Ja, hodo je, v bistvu je res drugo, ne, niti treba hraniti kolesa, ne razgetane poserje se ti sred klanca, ni treba pobirati za njemu. Ja, ni, Zakaj noben ne pobira, res to me zanima, ti si imela konja, si pobrala kdaj za njemu, policaji se vozijo tam po mestih, jaz v life nisem videl policaja z uno KGM vrečko, da pobira za konj in drek. Kaj je fora, za psom moraš vedno pobrati, jaz moram za fucking mojim maltežanom vedno pobrati un majhen drek. Za konjem naj pa noben ne bo. Te res to zanima, da jaz potem odgovor, ne? Pač konje se prehranjuje z organsko prehrano, ki se razgradi, ko se konj pokaka, se to razgradi dokaj hitro. Pse pa pač s briketi, ki ne bomo pač šli v globino, koliko je to zdaj organsko dan danes, pač ko se kužek pokaka, to ostane še 2 tedna, pa trava zrumeni spodaj, pa je pol še oni beli kakec 4-5 Aha, v glavnem, pač. To je razlog, zakaj se... Pač, bravo. Hudo. Vsake se oni konji poselijo v sred mesta, veš, pa ti pol stopaš v uro, pa ti gre za čevelj, pa... Ampak konjski drek je pa je dober za ful stvari, tako da... Se pravi, naslednjič, ko je konjski drek, samo za dan za nekaj bo dober. Dejansko. Pasi pa ne. Za kožo je pa je to je dober. Za kožo je dober. Super, pa najbolj po letu havajanke, pa... Ja. Super, včasih so to, ne, ti si bil kravi drek. Okej, Kodrič, ti si vmes nekaj šepetov, kaj je bilo? Si smatran, moramo njega malo, ne, on je danes full boardov in če ga ne bomo dosti pomatrali, bo kar zaspal.
V glavnem, Kodrič, gremo pri tebi, kdo je tvoj vzornik? Zdaj mene, okay, jaz kot border vada me zanima, kdo je tebe najbolj navdušil takrat. Kaj si bil, še Terje Hakensona, si bil že kakšne nove legende, kaj? Kdo je bil uno, kao, kakšen Slovenc, ne vem, Suša, klele iz Maribora, ne vem, kdo te je takrat napadil? Itak Suša, pa Tadej, pa Grilo, pa tudi Pris, pač vsi toti so ful nekako navdušili, ker se ne vijo večkrat furat. Ne vem, ker je vseeno nekako drugače, ko nekoga veš v živo furat, ko pa pač v filmu ali podobno, ne. Tako da pač ne vem, vseeno vedno smo nekako bolj slovenske vzornike pri furanju. Ej, z finančnega vidika bordanje, ja, je tudi tam nekje, če hočeš bordati, Jurija pa pomoč imeti za vso opremo. To ni res. Ja, no, odvisen kako hočeš. Okej, kako? Ja, no, pač, ne vem, zdi se mi, da dobiš opremo tako za kakih 300 € že dovolj dobro, pač za poprečnega uporabnika. Pač problem so karte, no, razen če si pač full Razen če športnik, imaš fotra, ki dela na žičanci. Ja, Furaš kot Pevski grad. Ali pa imaš Pevski grad. ali pa če si res športnik, pa hodiš peš na pohorje. Podobno. Ok, ti imaš sponzorje, koga imaš sponzorjev? Imaš sponzorje za bold, imaš sponzorje za cunje. Ja, pač glede opreme sem pokrit celi v večini, no. Si pokrit. A ti dajo še kaj za zraven, ti dajo za hodok sponzorje ali kako imaš to reči? Ja, odvisno kak kjer je, no. Pač nekak sezono pridem skozi, da se ne rabim sekirati. V glavnem v bistvu tudi furaš za to, da pač imaš sponzorje toliko, da zastonj furaš in je pač srečen. Ja, v bistvu to pač, da se vam fajn. Ok, kada Dakar pa vreten, rabiš malo, da ti en da malo denarja, ne? Ja, zaenkrat... Ni samo oprema, ni dosti, ne, da priješ do tja, pa furaš tam 2 tedna. Zaenkrat še nisem na loto trofa, tako da žal ne morem sam financirati, tudi nisem neki, bom rekel, uspešni podjetnik, tako da ja, moram zbrati. Se borim čez celo leto, da zberem to, hvala Bogu je Dakar vsako leto v bistvu v prvi vikend v novem letu, tako da imam eno leto v bistvu cajta, da se na to pripravim oziroma da zberem denar. Pa božički so pa redki mrazi, pa pol pišeš pa. Ja, sicer tisti božički so bolj tak, no, za kako čigumo za zraven. Ok, lej, bil si na Dakarju, kje si bil še? Domnevam, da verjetno si bil bolj tudi ti kaj po svetu, kje si še fural, kaj je bilo tako, kaj? Dakar je pač zdaj kot najbolj nevaren, verjeten. Vsak let je tako, na Dakarju že, pač v glavnem je dosti črna kronika, doskrat, ne. Ni raven zdaj najbolj varna stvar na svetu. Ni tako šah, to je res, ja. Ampak ja, je vsako leto zame kako življenje, ampak polko na koncu pogledaš, niti ni to toliko med tekmovalci, dostikrat so to, bom rekel, neke spremljevalne ekipe, včasih tudi novinari, ki nimajo akreditacij, pa se potem borijo, da bi čim bolj dostopili do terenov, pa se jim bolj jasno zgodijo neke nevšečnosti. Ja, pač nevarno, ampak kaj jaz vem, v končni fazi pa toliko tudi ni od sreče, no, glede na to, da sta v zadnjih 10 letih zmagala 2, vsak po 5-krat, potem očitno je nekaj na... Ja, nekaj je na tem, ne. Pa kakšna krava gre, pa so tvoji burgeri za ston zvečer. In kje si še fural, razen Dakarja? Kaj je še kakšen tak zanimiv rejli po svetu, ker kamor pač greš, pa je tako, ko vsem je ok, vsi vejo Dakar, pol pa se konča počas, ne. Kaj še pol, kaj je tacga zanimivega? Ja, recimo drugi največji tako je Abu Dhabi Desert Challenge, to je potem po Dakarju, v bistvu prvi v seriji svetovnega prvenstva, prva dirka v letu, vedno je tam konec marca, začetku aprila. Jaz sem bil letos prvič, tako da sem si malo dvignil, bom rekel, štartno številko, ker sem bil 14, sem kar dobro zaključil, tako da imam zdaj srečo, da ne bom rabo štartati pol iz ozadja in imeti bolj dosti počasnejših tekmovalcev pred sabo, tako da se ne rabi v tem prahu boriti. Tako da to, ja, bolj imamo še, bolj za Abu Dhabijem še Katar, pa Egipt, pa potem tik pred Dakarjem, glih je bil, glih se je končal, še Maroko. To je serija, no. In pa kako je to? Jaz to predstavljam, to ga ti pičeš, ko greš to na uro? 50, 60, 70, 100, pa to je vse, to je puščava, to je vse rumen, to sploh ne veš, kaj je klanc, kaj je gor, dol, kaj je levo, desno, to je verjetno najbolj nevaren, ker sploh ne veš, kam greš v bistvu. Ja, načeloma imaš označeno vse na roadbooku, ne, se pravi na, kako bi to bilo po slovensko, na knjigi poti, ki pa ni digitalna, ki je narisana na papirju. Tam je gor vse označeno v bistvu, ne, se pravi vsaka jama, vsak kamen, vsak ovinek, tako da če res pozorno gledaš, se ti načeloma ne more nič zgoditi, ne. Zdaj pa jasno, po 12 urah, ko imaš čelado na glavi, ti koncentracija na neki točki vedno pade, ali pa ti misli pobegnejo in pa valjda spregledaš 3 klicaje, pa se zapomniš. Tako sem se mislil. Ok, Kodrič, kaj so tvoji, kaj imaš ti
zase, kaj lahko rečeš, kaj so bili tvoji največji uspehi do zdaj, na kaj si najbolj ponosen? Ne vem, sej pred borderjih je itak tako, da niti niso, ali pa nasplošno pri freestyle športnikih je tako, da zdaj niti ni zdaj najbolj pomemben včasih uvrstitev, včasih je za koga bolj pomemben, da posname ful dober video part ali pa kaj. Ni zdaj, kaj imaš ti, kaj imaš ti v glavi, to je pa mi najboljše, kar sem naredil, to sem pa res srečen, to je pa bilo the best. Ja, ne vem, to, da se imam fajn s koskobordom, no. To mi je najboljše od vsega. Drugače pa ja, tekmujem tudi zadnja leta nič kaj. Ne vem, na tekmi mislim, da nič kaj je ful ponosen, mogoče. Najbolj, kaj mi je ostalo spomina, je linija 1 iz Kapruna, ko sem bil res ful posran, če lahko tako rečem. Ker mi je gori na vrhu že spodrsnilo, ker je bilo ful ledeno, pa sam sem šel, ker smo se skregali že nazaj zjutraj ob 9 s tvojim prijateljem Binetom. A, z mojim prijateljem? S Planine. To so naši iz Planine, ja. Poznaj kdo koga iz Planine, ne? Glavno so čefuri, tu če niso. On ni čefur, ampak je mali čefur. No ne, pač to mi je nekako najbolj spominal ostalo. Aha, okej. Dobro, da še jaz malo Mičo to stovi brat, ne, Mičo je skromen, včasih je tekmoval, je bil ful uspešen, zdaj pač več ne, tako da... To so te skromni, ja, to so te skromni. Linda, kaj pa ti? Si kaj posnela, imaš kakšen part, kaj tebe tis, kaj ti teb tis, ne vem. Kaj te žene, kakšne imaš cilje, ne vem. Ekstremni športniki imajo tako, eni pač hočejo to, kakšni imajo prvenstva, kakšni imajo X-Games, kakšni imajo, ja, tako kot, ne vem, recimo filmi. Kaj tebe, tako, kaj tebe da uno, Sam furanje, ali bi mogoče rada kdaj, ne vem, na kakšnem tekmovanju zmagala, bi rada kakšnega se udeležila, ne vem, kakšnega posebenega, ali bi rada, ne vem, posnela videopart, bi rada imela svojo firmo koles, Linda Mountain Bikes. Ne zlom se na Joštu. Posnela sem že ogromno klipov, pač to je to, kaj zaenkrat še delam, s tem sem začela, s tem nam je pač sploh uspelo, da smo sploh kam prišli. Tak zdaj imam že 6, 7, ja, on bolj ve. No, zdaj, v bistvu, to zdaj trenutno delamo, s tem prihajamo na neke prepoznavnosti, ampak vsekakor to zdaj ni moj končni cilj, niti ni moj cilj, da bi tekmovala, nisem sploh tekmovala, jaz hočem glih to nekako športu poudariti, ker se mi zdi, da bi šport razširili, rabimo v bistvu to sproščeno vzdušje, ker to ful ljudi odganja, da mora biti neki tension skozi neki stres, pač rada bi poudarila, pa s temi videi pokazala, da vsak šport ima tiste svoje krasne užitke, da lahko uživaš prijatelje, se imaš fajn, ne rabiš nikom tekmovati in v bistvu, ja, ciljev imam milijon, rada bi v bistvu spravila čim več ljudi na kolo, pokazala čim več folkov s temi kratkimi videi, da je to čisto na izziv, pač če se lahko jaz peljem se pa sodolbo se lahko vsak, ne. Ker jaz nikoli nisem zapravo neki blazno talentiran športnik, nikoli mi ni bilo zdaj, nisem v ničem blazno blestela, ampak pač hočem poudariti, da res vsak se lahko loti tega, vsakemu je lahko fajn, to je tisti pobeg od realnega, stresnega življenja v naravi s prijatelji. Samo to je moj cilj, da čim več ljudi to ugotovi, no, da ne rabijo za biti neki tekmovalci, pa proji, pa malo jači talentiranci, da se lahko nekaj na športu priključijo. Ok, ti bi čim več ljudi spravila na bike. Vse to je gut, ne, če imaš svojo firmo, a veš, dejansko jo boš. Ali pa narediš kot Zoki v Ljubljani, samo ustanoviš bicikl LJ, ti narediš bicikl MB in piči, ne, in bojo vsi na bajku. Ampak ja, dejansko, pač imaš sponzorje in sponzorje nekaj verjetno, s čim zadovoljiš sponzorje, ne, imaš sponzorje, ki ti dajo nekaj, kaj pol, videoklip je pač uno, ker reče, ok, to je to rabimo od tebe en videoklip narediti, koliko jim moraš dati, da so oni zadovoljni, da oni tebi dajo, ker ti dajo, v bistvu, da ti omogočijo pol to, da delaš nemoteno, da furaš, da greš malo po svetu. Kaj rabiš njim dati, no? Ja, jaz sploh nisem hotela nekako se vreči v te vode, nisem vedela, da to obstaja v tem športu. Pa smo za foro enkrat posneli en klip, pa je me ful ogledal, pač res ogromno za en čist popoldanski video, pa smo se malo hecali. In je to dejansko, to je to, kaj sponzori iščejo, ne. Danes je vse temelji na socialnih medijih, celi marketing, celo življenje se je preneslo tja in pač škoda, moram reči, no, ampak pač zdaj, če že imamo to priložnost, jo izkoristimo, če že tako vse poteka, kaj bomo zdaj, ne moramo si zatiskati oči pred tem. In sponzorjem je to všeč, ful ogledal imam, ne vem, očitno sem všeč ljudem, ali kaj, ne vem, s kakim razlogom, ampak pač to je tisto, kar sponzori iščejo, faco,
da ni tvoja edina motivacija v življenju, da boš prvi na neki tekmi, pa si tam ko kisla kumarca, pa jezen, pa na celi svet, ker nisi bil prvi, ampak iščejo, da si pozitiven, pa da te imajo ljudje radi, pa da stopiš v kontakt s vsakim, da ne, nisem zdaj jaz malo jača, ampak da pač vsakemu pomagam, da jaz bi se vsakemu posvetila, kdorkoli bi mi rekel, pridi pa mi pomagaj, jasno, znam furat, gremo, pomot. Okej, a bi kdo fural? Če rabi kdo, posoli Linda je za. Pokaže mu, kak je treba, mislim, meni je to, zakaj jaz to delam, no. Tako da. Cool, the best. Evo, tudi to sponzorji, 100 lajkov na čelado. Okej, Jaka, ti tekmuješ? Ja, jaz tekmujem. Ga veš, ne? Zdaj pa imamo tekmovalce. Daj povej, kaj pa si ti kaj? Ne, se pravi, vse je treba isto ceniti. To so taki športi, da je zelo težko reči, kva je klep bolj pomemben, ne? Pač odvisen, kaj sponzorji hoče od tebe. Kaj hoče od tebe? Pa v bistvu vseeno, tako kot je že rekla Lida, torej, da si faca, da si vsekakor omrežja so pomembna, da si prepoznavn, da se uveljavljaš. Vsekakor pa pri kajtenju pač načeloma je tak, da so kar pomembna tekmovanja. Pač, ne, tak je pri tem športu. In ja, no, drugače pa vsekakor pa poleg vsega tega vedno gledam na uživanje, v bistvu, da delam to, kar rad delam. Vsekakor vsakeč, ko grem na pot, ni vse samo trening, tukaj so še druge stvari, torej potujem po svetu, spoznam ljudi, spoznam drugo življenje, tu v Sloveniji pač nismo navajeni. Tako da ja, no, ko pa prije čas za trening, pa vsekakor tudi čas za trening, pa tudi čas za zabavo in vse ostalo. Ok, kje so bila največja tekmovanja zadnje 2 leti, ki si bil? Pa v bistvu je bilo največje, zdaj je bilo Evropsko prvenstvo, sem bil drugi, in pa lani je bil azijski tur, v bistvu, ki so tekmovanja po celi Aziji, kjer sem bil skupno tudi drugi. Kaj si dobil tam Azijci, kaj si dobil? Full televiziji pa tega, eno Kio, a veš, ne? Kaj si dobil? To me zanima, lahko veš? Drugi si bil na azijskem turu, to si zig dobil, kaj? Nar, ne vem, nekaj. V bistvu dobiš malo že parca ista, pa večinoma dobiš robe, full dosti robe, torej kajte, dile, ki pa lahko pol v bistvu narezim in kaj hočeš in tudi to na koncu je nek dobiček. Imaš kaj doma, da folk dobi malo cunega? Imam tudi malo. A bi kdo kaj to zrihtan 30 ot? Da bi tega zaborila? Ja, on pa borde, evo. Ona pa bajke. Ti pa... Ne moreš, samo en motor, to zadnjo gumo ima eno še dobro doma. Ja. Glavnem, ja, pri tebi je tako, ja, pri tebi, ja, vse moraš furat, ne, on recimo, če si ne bi dobro lepo čupe, da on zategnil, bi mogel dati en kajt nazaj, ne. To je zajeban life. Kje si bil zdaj v zadnjo, kje si bil, kaj, Zadnje sem bil na Kanarcih, na Tenerifih, tam sem treniral 3 tedne, tako da to je bilo v bistvu zdaj na zadnje. Ok, greš pa na Tajsko, si rekel, ne? V bistvu grem zdaj naprej v Brazilijo. Aha, Brazilijo? Za mesec pa pol treniral, tam v bistvu najbolj znan spot na svetu za trening. Tam so tudi vsi najboljši, tako da to je tudi en izmed razlogov, da vidim nekaj novega, da se naučim, da bi imel motivacije, ki je potrebna. Drugače pa ja, bolj pa vsekakor prije zimski čas, so spet tekmovanja, tako da isto potujem, uživam. Letos sicer ciljam, v bistvu si zelo želim, da bi prišel na eno največjih tekmovanj, v bistvu pač v zgodovini kajtenja, to je Red Bull King of the Air v Cape Townu, to je res ekstremno tekmovanje, ki pa žal lahko priješ samo, če si povabljen, kar pa je zelo težko biti. Se pravi, ok, to je v bistvu največja želja, največja motivacija zdaj. Kaj pa moraš narediti, da si povabljen? So si bil drugi na evropskem, drugi na azijskem? Ja, v bistvu to tekmovanje se razlikuje v bistvu tistih teh, kot sem omenil. To je v bistvu ekstremno tekmovanje, ki se dogaja v vetrovih od 40 do 50 vozlov, kar je kar močno. In tu so poleti po 20-30 metrov višino, 100 metrov v daljino in to je res ekstrem. In to v bistvu moraš posneti en mali klip in pač not pokazati vse te najhujše trike, najhujše skoke in če si zadovoljil, te zberejo, ampak se pravim, tekmovalce je res dosti, tako da... 20 metrov višino moraš leteti? Najmanj, ja. Najmanj 20 metrov višino. Ko to pristaneš, ko je 20 metrov višino, to je kle čez štuk bi letel. Se vrejo, čez štuk pa še tamle čez avtocesto, ali pa kle čez štuk pa čez kebab. To je ta polet, čez štuk pa čez kebab. Ko lahko to pristaneš? Se voda, ni voda, kad ti pristaneš iz ene točke je ful trda. Ja, vsekakor so paci tu ekstremni, vsekakor se tu se zlomiš.
škoduješ. Koliko si letel najvišji pa najdalj zdaj? Si letel že 20 metrov visok pa 100 metrov daleč? Sem že, A je bilo dobro? pa dobro. A si se razbukaj? To je. Meni je ful strah recimo teh morskih psov pa takih stvari, ki so v teh globokih vodah pa v teh toplih morjih. A greš daj, ne vem, si srečal kakšnega že? Ja, v bistvu so taki najbližje so bile bolj meduze, no. Aha. Take smrtonosne. A ni, pol edin, Srečanje. A ja, pol najhujška ti je bilo, da bi te nama po jajcih opekla. Ja, točno to je. To bi preživel, ne? To bi. Ja, okej. Tvoja največja poškodba, Linda, ti imamo drevesa pa to, Bog ne ve, se zaletiš noter, ključenca gre, kaj je bilo najhujše? Rekla si, kaj, Linda je prej, smo se malo pogovarjali, da se malo sprostimo, je rekla, da v bistvu je njej, se zdi, da je recimo bordanje, ki je predela, je ful bolj nevaren šport, kot pa bajkanje. Je rekla, da ona enkrat na let se razbije. Sam se prav so zdaj pa že koliko, 10krat razbila, če ne 10 let delaš to. Ne, v bistvu tako si A 6krat? obedala. Meni je bilo bordanje ful težje, pa ful bolj mi je bilo strašno, pa ful hujše padce sem imela, pa nikoli nisem kosti zlomila, na bordu sem si jo. In tako ne, to je moje osebno mnenje. Meni osebno nisem imela nekih večjih poškodb na kolesu zaenkrat, pač lani je bila moja največja poškodba, pa to je bil en pretres možganov, pa zatečena roka, to pa je to. Pač malo si pozabila. Ja, Malo si pozabila, isto, kot da bi žurala v KMŠ-ju. ja, podobno, ne? čutek je bil tak, pač kot da bi imela 6 dni skup močka, takega brutalnega. Ja, kot da bi žurala v KMŠ-ju 2 dni skupaj. Ja, ampak tak ne vem, no, čez glavo delaš stvari, če na nekaj forsiraš, pa greš preko svojih zmožnosti, pa preko svojega znanja, je tak vsaka stvar varna, ne. Pač se zgodi, itak se zgodi, vse pa lahko tu čez pločnik padeš, pa se zlomiš, ne. Vse pa se nekaj zgodi, ampak če ne pretiravaš, pa če s svojimi sposobnostmi prav delaš, pol je vse cool. Kodrič, ti si danes izvil zapestje. Ja. Si rekel, da ne priporočaš še bordanja, da moraš še malo snega pasti. Z zapesti pa gležnje res nimam sreče, ne. Nimaš? Ne, ful. Kolikrat na let si izviješ za gležen pa zapestje? Vsaj enkrat. Vsaj enkrat, vsak let. Zapestje se večkrat ne. Taka malo preoska zapestja imam po mojem. Aha, mogo bi malo tega, veš ti vaje delati, ne vem. Što bi mogel malo delati, ne vem, kaj to pač, božaš, ne vem, neki. Koliko treniraš, no, borderji, ne vem, včasih je bilo tako, včasih, ne vem, 20 let nazaj borderji sploh niso trenirali, so šli bordat, ne vem, mi smo bili tam na Krvavcu, smo bordali, smo šli na Skunk Station, smo bordali, to je bil ta trening. Kako je zdaj? Zdaj bordanje postaje čist drugače, kot je bilo včasih, zdaj je full treningov, zdaj so akrobacije, kaj delate, koliko imaš treningov na teden, pa kakšne, kaj delaš sploh? Ja, ne vem, ja, bordanje je res nekako postaje res šport v zadnjih letih, no, kar je olimpijska disciplina, pač gre vse v neke nove dimenzije. Kar ni cool. Ja, res ne. In ja, pač ne, meni so, naprimer, pač za primer je, pač ful jih je zašlo z gimnastike, v bordanje ful vsi gimnastiko trenirajo, jaz pač nimam pojma o gimnastike. Tako da ja, grem... Ja. Ne vem, pač grem rajši na motor ali pa na kolo ali pa skejtat, tak treniram, no. Ampak te moderni borderji, te, ki hočejo iti na olimpijske, kaj oni delajo? Oni imajo vsak dan nekaj trening, en dan gimnastike, en dan fitness, en dan bordajo celo. Ja, po moje kar 2 treninga na dan, tudi 200 do 250 dni na snegu na leto, ne hvala. Ok, kaj pa motoristi, kako pa vi trenirate, greš na motor in piči, ne? Greš na drvo, paziš, da se ne zaletiš v drevo, ne. Večina je treninga, bom rekel, suhega, ne. Mislim, večina, vsaj pol, že iz vidika, da ni poškodb, ne, se pravi, bolj ko imaš utrjene sklepe, manj se trga, ne, za kosti pač pokajo, to je jasno, ampak kosti se tako zarastejo, problem so manjka tkiva, tako da se trenira zdaj za Dakar, predvsem je tu ful važna kondicija, tako da v zadnjih letih probam čim več goniti kolo, nabrati kilometre, tako da, tako ja, na motoru pa pol pač jasno, čim več, ne. In koliko stvari si se mogel odpovedati, ker si rekel, zdaj bom kupil motor, kaj je bilo to? Ful težko ti, ne vem, nisi šel žurat ven, kako je bilo to, kako je to izgledalo? Ker pač to so drage stvari za nekoga, ki nima raven sponzorjev, pa fotra, ki ima, ne vem, euro plakat ali pa nekaj. Ja, vozil sem se z Golfom dvojko, starim 25 let, tankal fritezo ali pa še kaj druga. Ne vem, pač para, ja. A pa si kdaj si tako vmes rekel, kao, ne, žal mi je, da sem to
ne vem, da fura motor, ni ureden, zakaj niste kaj drugega raje počel, si kdaj to rekel? Ne, to si nikoli nisem rekel, pa dvojim, da si kdaj bom. Meni je to, me izpopolnjuje, no, mi je strast tak, da. Imaš kakšen ritual, tako recimo, ne vem, daš gor rumene gate, kadar greš tekmovati, ali pa ne vem, une gate s srčkom še iz srednje šole, ki so že cele strgane, pa si prvi seksov z njimi, pa misliš, da ti prinesejo srečo. Imaš kakšen... Imam ene roza tankice, imam, to sicer ni za javnost, nekaj bomo podbrisali. Ne, nimam nekih posebnih ritualov. Nimaš, Kodrič, imaš nekakšen ritual, imaš kakšno stvar, ki ti prinaša srečo, ne vem, zjutraj narediš pozdrav soncu tibetanske vaje, ne vem, karkoli, kam imaš kaj, si kaj vraževeren? Ne, to pa na srečo ne. Na srečo ne, Linda, ti si bajba imate kakšne stvari, ne? Čist nič. Dejno, Jake, saj ti, imaš nekakšen ritual, dejno, da se podrgneš, ne vem, po, ne vem, čem, za srečo. Lucky egg, veš, ne vem, kam imaš? Pa ne vem, v bistvu nimam nič posebnega. Nimaš, ali? Tebi Jaz povej, v bistvu imam en ritual, zdaj sem se spomnil, da ketno namažem na motoru. ketno namažeš, to je dobro. To je red. A to je kakšen prenesen pomen, kao ketno namažemo? Pač namažeš ketno. Se mislim, ko ne veš. In malo sem ketno namazal. Koliko ti treniraš za kajtanje, kaj moraš imeti? To moraš biti cel čvrst, kaj imaš, tudi fitness, kaj imaš? Tudi, ne vem, gimnastiko, kaj delaš? Pa ja, v bistvu full se treniram tudi na PlayStationu, to je full trening. Ne, res? Ja, res. Kaj, da vidiš, kako se vrti? Recimo. Pač to s prsti, ne? Tudi to. Ne, v bistvu, ja, fitness vsekakor pri kajtanju, torej to potem tudi kondicija v bistvu za tekme je ful pomembna. Tam so kratki hiti, na katerih moraš biti v bistvu, na katerih moraš v 10 minutah pokazati vse, kaj znaš, tako da pač, kar, no. Drugače pa nič kaj, čim več na vodi, to je to, no. Ne, kaj imaš, no v bistvu na kajtanju so dosti ekipi, ne? Tudi to, Tako da v bistvu, če kakšen trening pol, ne, pač pa to kondicijski. Blutomato, kondicijski pripomočki so tam zadaj. Če bi slučajen se odločil za kakšen kondicijski trening, pač to. Ima kdo kakšno vprašanje? Imamo kakšno vprašanje? Fantje, mladeniči tamle, imamo kakšno vprašanje? Vas kaj zanima? A kdo od vas kaj tacka počne? Daj, reci! Če pri kajtanju obstajajo tudi kako tekmovanje v stilu regat, ne samo tak freestyle? Ja, tudi je, v bistvu je disciplina race, ki je vedno bolj popularna, v bistvu bo 2020 na olimpijskih, tako da je, v bistvu ima malo večje deske kot pri freestylu, tudi kajte so malo bolj drugačni, tako da je, se kar razvija to. Pa je potem pomembno, kdo drugi pride neko ciljne črte ali kako? Ja, v bistvu je, to je ponovadi na štartu 1 do 200 do 300 kajtarov, tako da je kar gužva. Tudi sranje se dogaja, torej zapleti, takšni drugačni. Drugače pa ja, v bistvu je postavljeno polje z bojami, tako smica in se tekmuje, mislim, da so 3 ali 4 krogi, kjer je prije skozi to zmagovalec. Bravo, en aplauz za človeka, ki ima vprašanje. Bravo. Sem se bal, da vam noben več vprašal. Še kdo, gospodično je tamle v tretji vrsti. Ja, je samski, smo kot to videli. Naslednje vprašanje. Ne, pri freestylu pač to, ja, no to je v bistvu isto polje označeno z bojami, v bistvu gremo 4 not in 10 minut je hit, pač pokaži, kaj znaš in 2 greta vedno dalje. To je to. A kajtaš? A, to je lep. Ne, se ni, no, se je tudi cool, no. Ja, zunim si, z Jadrom si surfala. A Jare, to pa ni lep, to je pa cool. To je pa cool. Še kakšno vprašanje, zdaj bomo ful ljudi, smo vsi ful tako povezani, se vidimo. Se lahko tudi kakšno vprašanje za koga drugega, ne? Če bi kakšna punca mogoče kaj na svete, kako se spustiti po klancu. Ne. Ej, okej, pa gremo pa naprej. Vi kaj razmislite, še bomo veseli vaših vprašanj. Dej mi povejte, bejbe, na kaj najbolj padejo, motoristi, kako je? A je kakšna rekla, da boš pelil en krog, kaj? Ne, ni, to je bolj v cestnem motociklizmu, mi smo platni pa umazani, tako da nijamo glih nekih oboževalkov.
A ja, niso te bajbe, kaj boš pelal malo po Dakarju, Ni. Gremo se eno kravo zaletete, v burgerje jedla. Ni to. Ne, to moraš biti rosi. A, moraš biti rosi. Včasih so padali na borderje, kaj zdaj? Kodrič, imaš punco, Kodrič? Se bom zadržal tega vprašanja. Ja, kaj je to, zdaj imaš fanta, kaj, ne vem. Se lahko poveš, zdaj ni več toliko včasih, pizda. Se veš, kako je bolj? Gre kera na mrzlo. Kaj? Si rad videl, da gre kera na mrzlo. Ja ne, sam vem, veš, kaj se zasidraš, pa so tako dva skupa, veš. Pa mogoče ti kdaj bo cool. Pa si rekel, pa se ni to kmet. A ne? Ja, ne vem, zadnje čase res malo punc borda, pač ful manj ljudi borda, posebej punce so se nekako odmaknili od bordanja, vsaj v Sloveniji, tako da. Okej, kaj pa fantje na bajkerke? Itak nimajo toliko izbire, se ste samo 5 tih hudih, veš. Malo 5 bajkerk, ona zgleda, ne vem kako zgleda ostale, ona zgleda dober, ne, tako da iz njih si ful v prednosti. Une ena in pet zoba, ki je pač srečala smreko na Joštu, vse zgodi, ne, vesna tako pač ključenca spakljena, pa tako holta skozi. Ne, kako je to? A je že kakšen, imaš fanta? Se mi tudi zadržala. Dobro, ajde, koliko si imela fantov, ne vem, kako to stvari potekajo? Greste na bike tekmo v Whistler, ker vse vemo, kako je, ne, športniki so pač taki, morajo skozi malo trenirati. Zdaj, če greste, ne vem, v Whistler nekaj spijete, kako to zgleda pol? Je žur, tako, gangbang, kako je situacija, res? Otrokom držite v šesta. Zdaj gremo bolj v tej vode, ker pač vse smo dosti mladi, pa ne zanima, ne, mogoče pa koga motivira, rekel, wow, jaz bi tudi to malo hodil po svetu, pa bajko, pa seksov malo. Zdaj tako, jaz nam svojega osebnega stališča govorila, ker to so take malo teme, kot jaz ne. Ja, okej, ni bajko, govorimo splošno za ostali, se me zanima na splošno. Če kera punca hoče furat, boš si šefica, ne, pa imaš vse dela, kaj hočeš mi. A res? Mislim pač tak, sploh Evropejke so zelo priljubljene v Kanadi. A, Evropejke so priljubljene v Kanadi? Ja, pa mislim pač, imaš kar prednost že v kolesariš, mislim ne za svojega stališča, ampak tak, ko gledaš tudi kje druge, če kera rečejo jaz bajk puram, fuck, noro, pač tak, ne vem, zakaj pretiravala, samo je pa, ja, kar všeč je to nekaterim fantom. Aha, fantom. Je mi všeč, da punca zna prijeti za balanco, ne? Ja, mislim, da je to kar to. Dobro. Kapa, kajteri, ti si zih priljubljen, stari, ker vidim, ne, uno, prekratke hlače, sliponi, čupa, štima vse, pač una barva, bil je na Tenerifih, stari, on je zdaj rijal edin v Mariboru. Tudi če prišel k nam v Kranj, edin on je rijal posti Albanci, stari. On je edin, ki ima te lepe svetle lase, tako da grem stav, da bi padle na njega v diskaču, tako da povej, kako je akcija, ne, kar priznaj. Ja, no, mogoče malo bolj dečki, ne, Kaj dečki? Ja, lej, pač je, ne, saj ni dolg časa. Se pravi, tudi zvečer v posli se bolj kabli vlečejo. Ok, imamo kakšno vprašanje, da presekamo te čudne moje. Imamo kaj, Batman, bi kaj vprašal? A? Ne bi razmislil, kar dvignete roko, je kdo, koga kaj zanima mogoče? A? Ok, načej, gremo naprej, pač športniki, danes sem kot si rekel, ne, grejo te stvari, neke so olimpijske discipline postajajo in oni, ki to počnejo, se držijo svašta, redni treningi, prehrana, da mi povej, ti vem, da greš na burek ob 2 zjutraj, ne? Ok, ti si pa šel na svetovna prvenstva, to tebe še pridemo, kot že boš še zdaj v to smer. A imaš kakšno tako, ne vem, a se držiš redne prehrane, imaš, ne vem, ne jem tega, ne jem po drugi, proteinski šejki, kako imaš to s prehrano urejeno, glede na to, da ti dejansko furaš na kontestih na svetovnem nivoju, kako delaš ti in ostali, ne, a imaš, a so kakšni res ti se držijo v nulo, kako to zgleda pri vas, glede prehrane recimo? Pa ja, no, tu je spet tako, da bi mogel pač vse, ampak ne, tako da, pač ja, mislim, imam predpisano nekaj, kaj bi naj, kaj ne bi, ampak to se držim 20 dni na mesec, pa 10 dni pač pada, ne, se vodo in to je to, tako da. Recimo, danes boš jih spil kaj, kar ne bi smel, ne? Recimo, Ali si že v neki? Ok. Ne, drugače pa ne vem, no, prehrane nimam nekaj ful stroge, tudi kebab grem vedno, na pice grem vedno, tudi ko sem ven spijem, tako da. To se spada polje, tako da se ne bi zabava, ko prije dobe treninga, tekmovanja, takrat pa tudi malo resnosti potrebne, tako da. Ok, Linda, kako pa med bajkerji? Bajkerji ste pa malo bolj hardcore, vi pa boli vas.
Volite, ne? Volite, rdeč meso, burek, piščanci, kaša in proteinski šejki. Mislim, tako, če smo realni tekmovalci, definitivno se morajo držati, verjetno jaz, sicer se ne, ampak tako v vsakem tekmovalnem športu, treningi so, diete so, mislim, diete, pač določene načini prehranjevanja. Jaz ga pač nimam, jem to, kar mi paše. Ješ to, kar ti paše? Ja. Kodrič, ti tudi ješ, kar ti paše. Vse kaj odlagaš ta mikrofon? Pa se skozi tega. tako. Imam zdaj dieto brez cukra. A res imaš dieto brez cukra? To je zdaj fulin, ne? Zdaj ta dieta je fulin. Ne se ne. Ne, se drugače je, 19 let sploh nisem vode pil. Koliko? 19 let. Nisi pil vode? Ne, sam cuker. Sam cuker. Sploh nisi videl, kakšen okus pa vode. Ne, ker ni bila dobra. Aha, kaj, v Framu ste mogli premuhavati? Sploh ni mi bila. Tebi osebno voda ni bila dobra? Ne. Se danes tudi ne piješ vode? Ne, ampak zdaj pa sem vodo začel piti, pa od cukra se odvajam, ker je šlo v skrajnosti. Ja, cukor je zoprna stvar, ne? Cukor... Kaj pa ti kaj? Cukor ja, voda ja, ne. Ja, ne, jaz imam zelo strog jedilnik, zdaj sem se mogel odpovedati tekočemu kruhu do Dakarja. Čemu tekočemu kruhu? Kruhu, ja. Aha, okej. Tako da, drugače pa imam prej problem, ne z dovolj kalorij, koliko jih pokurim, tako da se držim slogana mlati biki. Okay. Tebi ni težko v bistvu, ne? Ti lahko ješ. V glavnem, glede na to, da ste športniki, glede na to, da vem, kako je bilo čas, govorimo pač o freestyle športu, še zmer smo, pač nismo zdaj to smučarski skakalci, alpski smučari, atleti. To je šport, ki je bil včasih malo bolj tako, boli nas, gremo mi, ne vem. Jaz vem, ko je bilo pri nas v Kranju, tako kot sem rekel, pri nas smo skate ali boardali, mi smo tudi kakšen joint pokadili sem pa tja. Ali pa dva. Da si bil sproščen, da si imel mehka kolena, pa da ni toliko bolel, ker si dobil skate v piščalko. Kako je zdaj s tem, Dobar, tisti olimpijski verjetno nič več, kako je z ostalimi, kako je kaj vi kajtari? Ker vi rada ne morate spohati, ker že tako greste 20 metrov visok, pogledaj, da si zadet stari tam gor. To ni zdrav. Kako je kajtari, kaj kadijo, pijejo, kaj zdaj, kaj in recimo? Daj. Ja, mislim, da vsekako, kako si rekel, da je freestyle šport spada v take stvari, ne, spada vse, ne, zapadajo ono tretje, tako da vsekako tega ne manjka, ne tako kot na treningih zdaj v Braziliji, ne tako kot na eventih, kot je tisti v Cape Townu, kot se prej omenil. V bistvu je vse ena zabava, ne, tako da vsekako teh stvari ne manjka. Ne manjka, kaj pa v gozdu dol, na Joštu, je na Joštu kaj? Ne. Jaz osebno pa moja družba ne, nekaj, pač mi se zdi, Šlopček ne, kaj še na borovničko pa to. Pač v kolesarstvu je bolj zdaj prešlo v to, da več pač trava, pa to ni tako moderno, bolj alkohol, ne, to pač, ampak pač recimo v naši generaciji kolesarjev na noben, tako da bi rekla, da kadi, vsi samo pijejo. Sam pijejo. To ni problema, to so neomejene količine, ampak ostalo pa nekako ne. Tudi zaradi verjetno, ker pač tisti naši, ki tekmujejo, pač itak so doping testi že na naših čist lokalnih tekmah oziroma slovenskih pokalih so. Aha, so prav doping testi, so? Ja, za THC-ja in tako da se vsi malo, po malem se vsi bojijo zaradi pač in to je verjetno tudi zaradi tega noben tudi ne kadi. Koliko jih pa pade pol na doping testu recimo, poprečno, 2 na tekmo? Zdaj mislim, da se ne bi zgodilo, da bi dopadlo na doping testu, ampak je bilo tako, ne vem, po moje, kako generacijo nazaj, ko so te naši ta pravi bajkeri, ko bi jaz temu rekla, oni so pa se kar bali tega, no, mislim, so kar fuck, star, jaz sem... A so krokodil, pa jaz bi lahko polulaš kleve noter. Ne, ona veš, star, jaz sem prvi, no, fuck, prej smo imeli načo, zdaj pa moram biti prvi, glekala za narejem, ne, pač ni več tega pri nas, tudi downhill gre malo bolj v druge sfere. Profesionalne malo sfere. Malo resen postaja, pa... Mislim pač, kaj se meni zdi v naši generaciji, nekako ni tega. Ok, Kodrič, ti si pa še stara generacija, framski princ, kako je? Pač jaz sem nekako začel stara generacija, ampak sem bil pri teh stvarih ful odmaknen od njih, ne. Ful sem, ne vem, ful redko pijem, kadim, ne, tako da, ne vem, čisto odvisno, ne, tu je starejše generacije so bili, ne, gremo pač do 7 ven, pol pa direkt na ledenik, zdaj nekako ni več tega. Ja, to je zoper, če si do 7 zunaj, pol pa priješ na ledenik, pa je gor še megla, ti imaš že tako meglo.
To ne. Ja, pač čist zdaj tu se malo spreminja, ne. Ampak vse najde tu, pač tu pa tam kaki, ampak je vse tu bolj resno postalo, ne. Pač jaz se ne vrej počutim, če bi grem z mačkom bordat, ali kaj tajega, ne. Ja, no, zdaj si že malo star, ne, pa 18 to ne je bilo toliko težava, zdaj pa ja, zdaj smo pa že malo v letih. Ok, Simon, na motorju, kaj ste motoristi, kaj ste, hardcore, šnops ali ste rabimo malo zrelaksirati mišice? Ja, to šnops, da te ne zebe, pa ti požene kriv žile, ne. Ja, To na Dakarju ponovadi kar zmrzejo, ja? se zgodi. Ok, ne, kako je tam, kaj, po noči je ful mraz, a? A kako je, čez dan je ful vroče, po noči je mraz? Ja, res je. Koliko je razlika temperaturi, če recimo tam v Dakarju? Pa je včasih puščavi tudi po 40 stopinj, ne, pade pod nulo, nočeš, da ostaneš puščavi, no, probaš se zvleči do vse do ničesa, do nekih skal ali do ničesa, česarkoli, pa predvsem ne, da ne greš stran od motorja, ker to te pokoplje. Ok, to me zdaj zanima, kaj se lahko zgodi, recimo, če si tam v puščavi, to si rekel, moraš najti skalo, ne smeš stran motorja, kdaj ostaneš po noči v puščavi, ne veš, kje si in moraš preživeti noč, kako? Ja, točno to, ne, helikopterji načeloma po noči ne letijo, tako da če te noč dobi, pa res nisi pritisnil tiste tipke, ta rdeče bom rekel, na signalne, na tem Sentinelu, to je naprava, ki pošilja signal organizatorju, ne bojo do jutra prišli po tebe, ne, tako da boš mogel, imaš sicer zraven to folijo, tisto srebrno, ki zadržuje toploto, pa vode dovolj, tako da ti hudega ne bo, v smislu, da ne boš se stradal, ampak so pa že zmrznili, ja, predvsem prvo pravilo je, da ne greš stran od motorja, ne, ker potem nimaš nič s sabo, ne vejo, kje te naiščejo, tako da to je to, moraš ostati tam, če ti boš to crkne, se poškoduješ, pa to je to, no, tam te bo našli. Ok, dajmo še zadnje vprašanje, ko potem nadaljujemo s programom, gremo nekaj pojesti, nekaj popiti, potem bomo tukaj dance battle. Če ne bi delali to, kar delate, če ne bi bili športniki, ste kdaj pomislili, kaj bi delali, kaj bi bil? Odvetnik, pek, kaj bi delali? Si kdaj pomislil, kaj bi bil, če ne bi bil športnik? Si bil na kakšnem razpotju, si rekel, bom to? Ne, motor bom vozil, ali pa ne vem, si kdaj pomislil, kaj bi bil, če ne bi delal to, kar delate? Kaj te jaz vem, po mojem bi nek drugi šport teral, no, na kolesih, ne vem, težko mi je biti pri miru, tako da najbrž bi z nekim drugim športom bavil. Kodriš, kaj bi delal ti? Bi bil San Franski princ in to je to, opravljal dolžnosti princa v Bramu in to je to? Ne, moja skoro želja je tako, da je motocross vozil, mi je pač ful boljši od vseh drugih stvari. Tako da ne vem, še vedno to željo, tako da bomo videli. Ok, se še nisi toliko star, no. Linda, ti si pa še nekaj toliko mlada, ne vem, imaš kakšne, mogoče, kaj študiraš tazga, da boš mogoče zdravnica ali pa kaj? Ne. Jo, jaz res ne vem, kaj bi brez tega športa, no. Meni je to čisto spremenilo življenje, čisto neke totalno druge dimenzije me vrglo. Po moje bi malo zabluzila, ker sem taka kar malo tava, malo odsotna včasih. Tako da mene je šport rešil, no. Mislim, čisto iskreno povedano, po moje, če ne bi športala, bi bila... Kronik. No, kronik, verjetno, ja. Ne, pač šport je rešitev, da vse pomamo. Ja, je. Če porabiš tam energijo, ti zmanjka manj za neumnosti, to je res. Jaka, kaj bi ti delal? Si kdaj pomislil? Mislim, a delaš kaj tazga zraven, mogoče? Ne, mital, da je bil astronaut, ne, če ne bi kaj to. Še od malega si to želim, tako da... Ne vem pač, v bistvu meni isto, torej, kaj mi je, to je ta šport, ki sem ga našel, itak vedno bi nekaj v zvezi s športom, nekaj ekstremnega, tako da... V glavnem, če koga še zanima, zdaj imate še šanso, da vprašate, če ne gremo pa nekaj spit, nekaj pojest za 10-15 minut, pa prejmo takoj nazaj. Tako da, če ima še kdo kakšno vprašanje, dvignete roko. Smo vse povedali. Ok, dajte bolj prosim en velik aplauz za vse današnje goste. Ki jih sponzorira KMŠ, se vas sponzorira KMŠ vse malo. Tako, zato so tukaj, ne, da drugač... Ja, hvala KMŠ-ju, ne, Hvala, KMŠ. Hvala, KMŠ. V glavnem, hvala tudi vam, da ste bili z nami, zdaj pa gremo ven. Malo vinčka se bo spil, neki sendviči so, ampak res budilko si našli, imate čez 15 minut. Vas bo ves poklical, pa prijemo nazaj noter. Potem se začne dance battle s Trkajem, sponsored by Trkaj, potem imamo koncerte Lipke, Trkaj, Doša,
DJ Dej bo vrtel pa še kakšen zraven, tako da 15 minut časa zunaj, pojemo, popijemo, pridemo nazaj in gremo naprej. Hvala lepa. Era muito! What?